mama je naredila samomor. To je bilo zame, kaj je njo pripeljalo do tega. Name je to res globoko vplivalo in takrat sem začela prepraševati, če je ta moja pot res to, kar si jaz želim. Sem pogledala malo bolj globje, kaj je res pomembno meni, kako bi rada od tukaj naprej živela. Aja Franca, mentorica za ženske, embodiment coachinga in facilitatorka zavestnega gibanja. Naša pot je posledica tistih ljudi, ki te oblikujejo, ki te vzhajajo. Jaz sem vedela, da sem podobna mami. Sem želela razčistiti sama pri sebi, kako se meni to ne bo zgodilo. Verjamem, da je vse energija, jaz verjamem, da ona še danes živi z mano in obstaja ena moč znotraj nas, kjer vedno se lahko vračamo v svoj center. Smo mi tisti, ki si ustvarjamo svoje življenje. Evo, Aja Franca, lepo pozdravljena na podcastu. Mentorica za ženske, embodiment coachinga in facilitatorka zavestnega gibanja. Sem prav povedal? Ti. Okay. Evo, me veseli, da imamo danes priložnost se vse zdolj poklepetati, številne zanimive tematike, ki se ukvarjaš s takimi stvari, ki tudi mene zelo zanimajo. In otvoril bi ta pogovor z eno mislijo, oziroma z enim parimi mislimi, ki si včeraj delila po tvojih storih, pa me zanima, če poveš malo ozadja. No? Tako da na story si dala, se pravi, nobene popolne ustnice, oblačila, torbice ali blagovne znamke ti ne bodo dale takšnega sijaja kot mir v tvojem sistemu. Zavedanje, da so tvoj srce in dejanja usklajeni. Resnično izžarevanje izhaja iz dobrega počutja, zdravja in življenja v stiku s sabo, ne pa iz kakršnega koli pomankanja. Lahko imaš vse in se še vedno počutiš ujeto, ali pa imaš manj in se počutiš popolnoma živo. Sama bi vedno raje izbrala dobro počutje in polnost življenja, kot pa to, da sem navzven brezhibna, znotraj pa popolnoma izčrpana, čeprav obožujem lep outfit. Ja. Da mi malo povej, malo zgodbo zadaj, oziroma kako si se včeraj počutila, da si to podelila z vsemi? Ja, mogoče dostikrat ženske slišimo en tak lep komentar, wow, ko si lepa, ali pa si se dobro štimala, ali pa ne, zmeri več se govori o tej. Bom rekla, dosti je te zunanje lepote, ne, poudarka na njej, kar nikoli ni narobe, da se človek počuti lepo, ugodno, tako, da se predstavi v svoji lepi luči, ne. Ampak zmeri več se dogaja tega, da se zapolnjuje neke občutke prav s tem, ne, s to zunanjostjo, namesto da bi se gledalo, kaj je noter, kaj se pa noter dogaja, ne. Imam poštimane stvari, mi ugaja to, kar počnem, to, kar pač, ne, kako živim in tako. Mogoče res sem skozi svojo pot spoznala, da je to bolj pomembna stvar, kakor da bi zamenjala to s čimerkoli, s karkoli materialnega, karkoli tako. A bi včeraj kakšen tak sprožilc, trigger, oziroma si kaj ta počela, da ti je prišla spet ta misel, da si podelila? Mislim, da prav to, ko sem že začela, da večkrat nekdo reče, wow, kako si lepa, kako siješ, bi želela, da ljudje razumejo, da je to izhaja iz znotraj, ne samo iz zunaj. Ne moreš si nadeti lepe obleke in make-upa in vsega. Če se pač ne počutiš dobro v svoji koži, boš zelo težko dosegla ta žar, ne, to lepoto, ki jo pa ljudje vidijo v tebi in jo začutijo v bistvu, ne. Včasih tudi, če ne daš nič nase, če si srečen, ne, izžarevaš to iz svojih oči, svoje pač te esence, pač aure, ne, okrog tebe si je žari, tako da ja, mislim, da bi vedno izbrala rajši to. Tako. In sem tudi na svoji poti sem res probala to, v bistvu sem se tudi znašla v enem obdobju, ker sem rekla, ne bom toliko dala na ven, ne bom se s tem ubadala
In takrat sem si pač dokazala, da je to možno, da lahko najdeš ta prostor v sebi, kjer pač se lahko vedno znova dobro počutiš. Tako. Je bila ta zunanja podoba oziroma želja po zunanji podobi tudi povezana s plesom, ker si bila pač plesalka, profesionalna plesalka? Definitivno. Se tam, mislim, je že sam svet plesni pričakuje nek polish look, ne? Tako, vsaj v profesionalnem svetu. Vedno zrihtan, vedno, vse tipi-topi. In mislim, da sem se začela temu notri tako malo upirati. Ampak na dober. Mislim, v bistvu razmišljati svojo glavo. V bistvu razmišljati, da to pač ne prinese tega, kar si želim. In kako si začela delati ta shift? Kaj ti je pri temu pomagalo? Ja, v bistvu največja prelomnica je bilo prav, ko se mi je vse ustavilo v življenju. 2014 sem izgubila mami. Ona je bila tako moj supporter, moja hrbtenica, reka tako. In me je tudi zelo podpirala na moji plesni poti. Na vseh poteh, karkoli sem se pač odločila. In ko sem to doživela, ko sem to izgubila, bom rekla, sem začela prepraševati, če je ta moja pot res to, kar si jaz želim. Tako da mislim, da takrat se mi je zgodil ta shift, da sem pogledala malo bolj globje, kaj je res pomembno meni. Kako bi rada od tukaj naprej pač živela. Tako, ja. Se vidi, da si še vedno čustvena glede tega, ne? Mislim, tako bom rekla, jaz sem mamino smrt sprejela kar hitro. Iz tega, ker sem se zavedla, da je vsako življenje svoje. Vsaka pot, vsak človek ima svojo pot. In vsak se odloča zase. Ja. Še ta, mogoče tako, da podelim, ko dosti ljudi se s tem sooča, da se ne, ampak je mogoče ta tabu tema. Moja mama je naredila samomor in zdaj že to je bilo zame, se pravi, kaj je njo pripeljalo do tega. Meni je vzbudilo končno en nov pogled, zakaj se to človeku sploh lahko zgodi. In meni, mislim, nam je to res globoko vplivalo. In takrat sem jaz dobila sem se začela ukvarjati prvič sploh, kaj je mentalno zdravje, kaj so naši notranji vzorci, zakaj živimo v teh omejitvah. Zakaj naša pot ne gre tako svobodno in lahkotno, ko bi si vsi želeli, in res takrat je moja pot popolnoma šla v drugo smer. Jaz sem dobila, mislim, sem se znašla na enem stičišči, kjer pač ta moja identiteta plesalke moje vrednote se niso več skladale s tem, kar je obljubljal pač ta svet plesanja, ki je mogoče malo bolj vse naven, tako dosti pričakovanj skozi to. In ja, sem želela v bistvu razčistiti sama pri sebi, kako se pač meni to ne bo zgodilo. Ko vemo, da smo pač, mislim, v jabolku napade daleč od drevesa, v smislu, da smo, naša pot je posledica tistih ljudi, ki te oblikujejo, ki te vzhajajo, s katerimi si v stiku in tako. In jaz sem vedela, da sem podobna mami, mislim, itak, tako pač sem v določenih stvareh, čustvujem enako, te stvari. In sem res, me smer bolj zanimalo to, kako lahko sama v sebi najdem en prostor, kjer v bistvu prvo, da se poznam, da sploh vem,
kaj si jaz želim od tega življenja. Skozi to sem spoznala, da obstaja ena moč znotraj nas, kjer vedno se lahko vračamo v svoj center, kakor svoj dom, bi rekla tako. To sem spoznala. In da si moramo ustvariti, da smo pač mi tisti, ki si ustvarjamo svoje življenje, ne? Naše misli, naše akcije, vse, kar delamo, vse, kar čustvujemo, se pravi notranji, naš notranji svet je vse. Ne? Da ne živimo, tako reka, da ne živimo, da nas srce vleče v eno smer in naš in naše omejitve in neki vzorci ostajajo, ki nas pa totalno vodijo v neko drugo življenje, ki v bistvu si ga ne želimo. In se niti ne ustavimo in vprašamo, če si res tega želimo. In se mi zdi to najbolj pomembna stvar. To je pač del tega, tudi kar poučujem. Se mi zdi prav ta stik s sabo, da se človek umiri, da najde, da se spozna, da se vpraša, kaj jaz želim od tega življenja, kaj je zame pomembno. Kaj bi jaz rada videla čez 5 let, čez 10 let. Ne? Ampak ponavljam, ne? Zdaj nekateri niso imeli mogoče dostopa, mogoče moja mama ni imela dostopa do tega, da bi razumela, da je ta moč v nas, da smo kreatorji tega življenja, ne? Da če se skoncentriramo, se fokusiramo, da spreminjamo misli, da si pomagamo, da razrešujemo te naše omejitve, da je tam en drug način življenja, bolj lahkoten, bolj svoboden, bolj v tisto smer, ki si mi želimo. Bi se še malo ustavil pri tvoji mami, če ti je okay? Ja, pa me zanima, a je mogoče ki kazala kakšne neke znake pred tem, ali v bistvu se samo zgodilo? Ja, ne, v bistvu prav v zadnje letu, mi mislimo, da je bilo zadnje leto, da je bilo že več časa. Ona je bila tudi diagnosticirana, za bipolarno motnjo. Torej se je že ta njen način življenja se je že pokazal skozi bom rekla eno pomanjkanje, eno bolezen. No. Ker pa tudi pač, da smemo si zatiskati oči, da so pač mentalne bolezni prav tako enako fizični bolezni. Pač je in lih tako izhajajo pač iz enega disbalansa, ne, v našem telesu. Se pravi, tudi če ni bilo fizično, je bilo pa mentalni disbalans, duševni disbalans. Ja. Tako da ja, so bili neki znaki. Jaz sem pa vzela, kar sem pač vedela v 22 letih od nje, kolikor sem razumela njeno pot, se vsak vidi po svoje. Mogoče si popolnoma narobe predstavljam to, ampak jaz to jemem to na tak način, da je ona pač si dostikrat želela kaj drugega in živela drugače. Da ni zbrala moči, da bi živela tako, kot si je resnično želela, ker je doživljala ogromnega pritiska iz odzunaj. Vsaj tako je ona tudi dojemala. In je bila v vlogi učiteljice, tako perfekcionistka. Mislim, vse te glavne zbrane točke, ki pač vodijo, če se jih počasi zavedaš. Ja. Pa zraven še bipolarna motnja, kaj tako so zelo veliki ekstremi v počutju, v hormonih, imaš manično motjo, ker se, kakor jaz zastopam, razumem, imaš občutek, da zmoriš vse, si nahajpan in potem kar naenkrat te spusti in se lahko to drži več tednov, kakor jaz vem. Tako in mi smo mislili, da je pač čas za menopauzo. Mislim, tako, to je bil prvo naše dojemanje, tako družinsko se mi zdi. Mene tiskrat dosti tudi ni bilo doma, nisem imela toliko stika. Jaz sem mamo verjela 1000%, zame je bila super ženska, super woman in se nisem niti vprašala, da njej to ne bi uspelo. Jaz sem bila prepričana, da bo ona to zmogla,
ne, da bo ona pač si pa iskala, si je na pomoč si je poiskala, ampak pač ni bilo dovolj v tistem trenutku, bi rabila več opore, več usmeritve, ne, kar tudi tu, da se v življenju navadimo, takrat, kadar ne zmoremo, kaj lahko prosim vprašamo za pomoč, ne, več ni narobe s tem, pač da vprašaš za pomoč, pa če tu, se ni nujno, da je terapeut, če je tu ena, ne, lahko je prijatelj, lahko je nekdo, komu res iskreno zaupaš, ki veš, da te na opustu na cedilu, lahko je mentor, lahko je pač kdorkoli, ne, ki že to, ne, ampak kdo nam pomaga, pomaga nam vedno tisti, ki ima eno izkušnjo, ki ima pač eno, tudi znanje seveda, ne, ko v bistvu že vidimo, da človek živi to, ne bomo šli nekomu, ga pač ne kaže tega v svojem življenju, ne, tako bom rekla. Tako izbiramo dobrega nekega voditelja ali nekoga, ki nam lahko za določen čas pristopi na pomoč, na poti, ne. Ja, me veseli in hvala, da si oprla to tematiko, ker se mi zdi ta samomor pa duševno zdravje so še vedno malo preveč tabu tema in se mi zdi, da se dostikrat smatrajo kot pomanjkanje moči, pomanjkanje volje v življenju, ampak mislim, da ni to. Ne, jaz mislim, da je večje, bolj je vse od te zmede pride to. Mislim, je tudi, mislim, če več časa kreiraš v svoji zavesti in v svojih mislih tudi, da pač si ne želiš živeti, dejansko se tu ne definitivno kaže. Ampak jaz mislim, da v tem primeru je bila ena zmeda in nezmožnost pač videti naprej, zaradi pač bolezni same. In takrat, kadar pač ni nekega cilja, ko vidimo samo težo in ne več lahkotnosti in ne več neke ne, zdaj bom zadihal in šel naprej, ne. Takrat je lahko to, ja, težava, tako da vprašajte za pomoč ali pa, če imaš občutek za koga, da je na robu, veš, vzemi si čas, daj se pomeniti ali pa daj probi, ne, mislim, se ne moreš pomagati osebi ti, tako, ampak da usmeriš, da rečeš mogoče tukaj je, ne, pejdi se pomeniti ali pa pejdi se, ne vem, sprostiti, ti vzemi si v dnevu eno urco, ne vem, za karkoli te, ja, da se boš počutil boljše, no, tako. Jaz, ko sem bil mlajši, nisem razumel, zakaj nekateri naredijo samomor oziroma hočejo končati svoje življenje, ker pač življenje je sveto. Ja, ampak sem pa imel potem, po moji izgorelosti, sem imel kar dosti teh zelo težkih obdobij, ker je bila res huda depresija in takrat sem zastopil, zakaj nekateri odločijo zbrati, da končajo svoje življenje, ker v bistvu v tistem temnem obdobju ne vidijo nič okrog sebe, nič svetlega, samo temo, se počutijo, da smo v nekem svojem balončku in da ta balonček nikoli ne bo počel in je pač edina rešitev to, da končaš. Ampak potem večkrat, ko greš čez to, bolj se mi zdi, da vidiš, da čeprav je takrat bilo težko, si zmeraj prišel ven stiza in je bilo, ko si rekla, nekaj je bilo za tem, ki te pole pripravilo do tega, da si nadaljeval. Ja, priješ ven iz te zmede, v bistvu vsakeč boljši in bolj vidiš jasno sliko, da v bistvu je vse skupaj ena ideja nevredna, ali pa karkoli. A se še spomniš trenutka, ko si izvedela to novico? Ja, definitivno. In kakšni so bili prvi občutki, misli? Neopisljiva bolečina. Ja, prav zablokiralo me je, ne. V bistvu še dobro, da sem bila s kolegi, enim dobrim prijateljem in prijateljico in so poloni poskrbeli zame. Tata od prijateljice me je pelil domov, sem hvaležna še danes, so si vzeli čas, so me peljali iz Ljubljane direkt domov. Tako, ja, ne, mislim, meni se je v eni uri od Ljubljane do Vipave pač zavrtel cel svet, v smislu, da sem premislila iz vseh smeri, zakaj bi se to lahko zgodilo. In se mi zdi, da sem mi v tisti uri tudi odpustila, da se nisem pol nikoli več
nikoli si nisem tega vzela nase, no. Bom rekla, lahko da tukaj imam srečo, ker dosti ljudi slišim, da ne si nalagajo to krivdo, da so pač oni naredili kaj narobe. Ali pa da bi mogli pomagati. Ali pa da bi mogli pomagati, ne. Ker se pol tudi jaz sem se zavedala, mi ni bilo doma, recimo, ne, sem videla, da se ne počuti dobro, ampak lih tu moje verjetje, da bo vse v redu, ne, mogoče tukaj ne, nisem pol šla globje, nisem rekla, da je probi to, probi ono, ne, ker sem pač vedela sem, hodi na terapijo, šla je po nek za prehrano, ne, tako malo, da se dvihne tudi hormonsko in tako, ker je tako pač prebipolarni, je vse na tem, ne. Tako da jaz sem takrat dojela, da pač ona je takrat izbrala sebe, tako je to moje dojemanje še do danes, da ona je v bistvu prvič izbrala sebe in to, kar je pač takrat zmogla, ne. In spet, nisem si nalagala tega nase, ampak pač jo sprejela to njeno odločitev zelo hitro, no, in jo v bistvu, ker pač verjamem, da je vse energija, jaz verjamem, da ona še danes živi z mano in je v soncu zame. Tako pač to je moja simbolika, kjer jo najdem. Tako da, ja, je pa je ni. Ne? Tako nekako, to je pol dokončno dojemanje tega, da živiš s tem, da se lahko vračaš te osebi v lepih spominih, ne? In se lahko komuniciraš prek drugih kanalov s to osebo. Ful lepo. Tako, ja. Se mi zdi, da, ne vem, si napredstavljam, nimam še izkušenj, oziroma ne poznam veliko ljudi, ki imajo tako izkušnjo, kot si imela ti, si predstavljam, da dosti ljudi prevzame krivdo nase, a pa ne odpustijo taki osebi. In to, kar si ti naredila, se mi zdi ful pomembno, oziroma koristno, da se je. Mislim, po moje to res izhaja prav iz tega dojemanja, da je vsako življenje svoje. Da pač ti ne moreš več kot toliko vplivati na drugega človeka in človek je odgovoren sam zase. Ja. In mogoče sem to jaz dojela malo bolj hitro, kakor bi kakšen drug, ki nima te izkušnje, je pa vse ja, lahko še do danes ne bi tega dojela, ne, mislim, odvisno pač, zakaj se je meni to tako postavilo v glavi, še dobro, da se mi je, ne, da tudi jaz lažje živim v bistvu, ne, da sem jo tudi spustila, tako da, in, ja. A si bila že takrat opremljena s kakšnimi orodji, ki so ti pomagali pri tej odločitvi? Jaz sem takrat že par let, se tako prakticirala jogo. Ne. In joga je meni tu reka, ta prisotnost v telesu, da sem bila sama s sabo, da sem malo filozofijo že takrat razumela, pa ne prav kakor jo danes, ampak tako, tisti začetki, lih toliko, da sem, ja, prav to, da sem vedela, da nisem jaz, da ne nič odvisno od mene, da je pač, ne, da je za vsako življenje poskrbljeno zase in da je pač to njena pot bila, ne. Tako da ja, so bila eno orodje, eno zavedanje definitivno že tam, ampak se je pa takrat pol vse, od takrat naprej res se je začelo, no. Ja, ko si že na začetku potem opisala, da se je takrat bila neka prelomnica. In da mi opiši malo, kako je bila potekala potem. Do takrat si bila še v plesu, ne, če prav razumem? Ja. In potem se je začelo spreminjati tvoje življenje. Ja, se je še nekaj let teklo s plesom. Jaz nisem mogla več ven iz tega, da me vse to, kar sem prej že povedala, pač zanima. In sem začela dosti od tega brati, poslušati, iskati. Predvsem razumela sem, da se moram umiriti, ker pač moje življenje je teklo prehitro. Videla sem, da tudi s tem, ko tečemo hitro, včasih hočemo zapolniti vsa ta prostor, ki ga je v bistvu
težko biti z njim. Ne, težko biti z vsemi temi čustvi. Praznina, ne? Praznino, recimo, ne, prav to izgubo in s to stisko. Ne, vse, kar se ti pol zgodi, se vračaš v tisto čustveno jamo, kjer pač ne, je tista teža izgube in tako. In sem začela videti, da mi zelo pomaga prav to umirjanje, meditacija. Ful sem imela odvečne energije v telesu in sem hvaležna, da poznam ples, da poznam kip, da razumem, koliko je to pomembno, koliko je to ena praksa neke aktivacije in regulacije, ko jo še danes uporabljam. Ker tudi če mi razmišljamo dobro, smo šli skozi toliko stvari v življenju, da naša baza, zame baza je srce, tam so vsa čustva, tu samo deluje. Ta baza se sama čisti, tudi ob trenutkih, ki mi nočemo, ne, mislim, tako pride na površje lahko, kadarkoli. In se mi zdi, da takrat moramo biti pač poiskati prostor, varen prostor, da slišimo sebe, da razumemo, kaj se mi v bistvu zdaj dogaja, zakaj se vedno znova vračam po isti poti, kako sem lahko zdaj s temi čustvi, kaj rabim. V bistvu, po moje, tu je eno izmed vprašanj, kar jih še danes uporabljam, je prav to, kaj trenutno rabim. Kako sem lahko sama sebi ta hrbtenica, ki je zdaj v eni fiziki odpadla, kako sem lahko sama sebi tu. Tako da ja, sem šla skozi polhno, polhno znanja sem si pridobila. Ne? Vse me je zanimalo, od energetike do res ta personal growth je bil itak največji preskok do tega, da sem najdla zakone privlačnosti in mislim, skozi vse, kar mi je v tistem trenutku pomagalo biti, spoznavati bolj sebe in pa vedela sem, da prav ta preskok je bil, da sem začutila, da bi želela drugim ženskam pomagati. Prav tukaj. Prav to, kar je moji mami mogoče zmanjkalo. Ne, ta stik s sabo, poznati sebe, razumeti, kaj jaz hočem. Mogoče si ustvariti vizijo nekaj življenja zase, ne glede na to, kaj drugi pričakujejo od mene. Ne. In pa kako ustvariti v sebi pač prav ta varen prostor, ta dom v telesu, ki je vedno s tabo, ker ne je važno, koliko zabredeš na poti, koliko spoti, razumeš, zaviješ levo, desno. Jaz vem, da imam sama sebe. Jaz sem ta mama sama sebi za svojega notranjega otroka, če ne, tako dosti ljudi se mogoče poistoveti s tem znanjem že, ker se več o tem govori. Ja, kako sem lahko nježna do sebe, kako se lahko podprem. Tako. Ful fajn. Ja. Bomo šli kar globoko v te tematike, ki si jih zdaj omenila. Predtem bi pa še zaključil to zgodbo z plesom, ki si mi poslala ta tvoj predstavitveni dokument, si omenjala tudi poleg, ki si zaključila ples, je prišla do neke krize identitete, s katero se tudi jaz ful poistovetim, zaradi tega, ker sem bil tudi športnik, pa poleg, ker sem končal odbojko, je prišlo do neke krize, ker v bistvu kar naenkrat del tebe, šport, umre in ti za dela več ni. Zdaj, kako se na novo dobiti sebe, kako na novo oblikovati svojo identiteto. Ker v bistvu hočeš, nočeš, vsi smo vezani na tisto, kar počnemo in v bistvu tisto, kar počnemo, pa postane del nas in kadar to umakne, kot da bi nek del nas umrl. Pa me zanima tvoj proces, kako je bil. Ja, kar zanimiv. Mislim, sem imela kar fajn krizo iz tega, iz te identitete plesalke. Zdaj kam? Kaj naprej, če čutim, da v bistvu je padla zavesa in očitno vidim, da me ta svet plesa ne izpolnjuje več v smislu, da moram vedno biti on point.
in se delati, da sem v redu, medtem, ko nisem v redu. Tako, prav ta kriza me je ful. Ne. Spravi, jaz moram nastopiti, ampak počutim se kot en, ne. Kako zdaj tu uspeleti? Kako zdaj biti na televiziji, na Pop TV-ju, ful je fajn. Ne je fajn. Ne, jaz se ne tako počutim zdaj v tem trenutku. In sej do ene mere pač ti tu zakamufliraš in ne, narediš svoje delo, to je pač tvoje delo, ne. Vsako delo zahteva, pač ima ene svoje pluse, ene minuse, ampak razumela sem, da ne morem več sama sebi lahati, ne. In da v bistvu moram poiskati prakso in moram poiskati nekaj, v čemer bom tudi sama lahko uživala in bila v miru in bila jaz, ne. Tako da, kako se je to lotilo? Vse ogromnega iskanja, ogromnih zaidov s poti, ne. Neč drastičnega, ampak tako res, kaj zdaj delati? Kako, če sem prej koreografirala doma in šla učiti na treningu ali pa še na 3 svoje, to je bil pač, jaz sem tok noter, jaz nisem pa znala nič druga. Jaz sem se v enem momentu počutila, kaj je še kaj druga sploh poznam v tem življenju. Mislim, tako res sem se morala začeti sama sebe spraševati globoko, kaj sploh jaz še bi, ne. Sej, ni tako, kakor da me druge stvari niso zanimale, mene ogromno stvari zanimajo, mene zanima toliko stvari, da po mojem imela za vse cajt v tem življenju, od umetnosti do pač, tako res se spraševati prav to. Po moje začetku nove identitete je bil vse okrog mojih vrednot. Kaj zdaj vrednotim? Ne, kaj je zdaj zame najbolj pomembno? In kaj lahko naredim. Spravi moja akcija, to, kar doživljam znotraj sebe, ta moj notranji svet. Se pravi, kaj jaz rabim. To je to. Tam se je vse lotilo in zmeri bolj sem bila poklicana prav res v to smer, da bi želela drugim pomagati, da živijo bolj lahkotno, ne. Da najdejo ta mir v sebi, ker sem ga sebi počasi stavila že, ne, ker sem ga, bom rekla, odkrila. Tako da polno zaupanja, polno zaupanja vase, polno zaupanja v življenje, v to pot vedno znova odkrivati to svojo moč, stati v tej svoji moči in pač ne glede na vse ovire, od tega, da ni bilo denarja, do tega, da nisem vedela, kaj bo naslednji projekt, ki ga bom najdla in kako bom lahko pač kaj bom delala, ne. Zaupati, da je pač tu ena pot in da bom pač najdla, da je svetloba na drugi strani. Lih tega sem se oprimila, ne. Sem rekla, zame svetloba obstaja vedno. Ni važno, kako globoko zabredem, ni važno, jaz vem, da svetloba obstaja. Tako. Mogoče je to res moje vodilo tudi tako zdaj. Ti je v bistvu to postala neka mantra, ki ti je pomagala pri zaupanju. Ja, definitivno. Zame to je to. To me dviga, to me postavlja. Tako, ja. Na kakšen način pa to dodatno gojiš? A je to preko meditacije, afirmacij? Ja, vse to. Jaz mislim, da je vse povezano z izkušnjo prav tega vsega. S tem enim rečejo, ne vem, bitje, ki ga ne moramo poimenovati. Ta energija, ki nas drži žive, ki je inteligentna, ki je vse mogočna, vse vedoča. Tako, mogoče to, da sem doživela ta stik s tem, da je nekaj višjega, ki vodi to življenje in zaupam v to. Tako. Super. Zdaj bi šel malo na to telo, ker bi lahko rekli tudi ta somatika, se pravi praksa, povezovanje s svojim telesom. Bila si plesalka, tako da zdaj si v svoje
delo, delavnice, inkorporiraš gibanje, ples, da nam malo predstavi, zakaj je pomembno to zavestno gibanje, zavestni premiki, ples in tako, kako nam pomaga bolj stopiti v stik s samim sabo. Ja, predtem je pač bil ples res kakor en izraz zame, ampak jaz sem zmeraj razumela, da je tu že v meni, tako, da mi je bil ta gib dan. In ko sem imela priložnost, ko sem se malčko odmaknila, se pravi, tega plesnega sveta, sem res začela uporabljati to gibanje kakor en pretok energije. Ne? En kanal, kjer sem lahko to energijo v bistvu, sčistila in se postavila v svoj center. Se počutila mogočno v svojem telesu, povezano z vsem, kar je. Tako se prizemljila, se povečala, se odprla, tako prav, ne, če govorimo telesno, ta občutek znotraj tebe, ko začutiš eno silo, da si, ne, da vse teče, da je vse v enem, da pravim, mestino. Zakaj je to pomembno? Jaz mislim, da naše telo hrani vse naše izkušnje prav v celičnem zapisu. In če mi stagniramo v življenju ali pa ne gremo po pravi poti, ja, se moramo premakniti v drugo smer, ne. In pa moramo premakniti telo in skupaj s telesom misli in eno zavedanje, ne. Tako da res zdaj ta ples, ki ga zdaj poučujem, ali pa recimo joga, zame je prav prihajanje nazaj v ta stik s sabo. Rada bi dala več ljudem priložnost, da začnejo v bistvu uporabljati gibanje kakor res eno mašino, ne, mislim, razumeš, ki ti pač omogoča prav spremembo enega stanja, ne, v sebi. Zdaj, to je vse tako abstraktno, kar govoriva. Je tak človek mora doživeti. Mi je všeč, da si oprla tudi to tematiko, ko v bistvu tudi jaz sem se po moji izkušnji izgorelosti, zmeraj bil samo fokus na pač, in sem pole prišel do spoznanja, da v bistvu ni važno, koliko dela na svojem če ne dela na svojem telesu, je brez veze. In potem sem kasneje prišel do tega spoznanja, ko se zdaj omenila, da telo vse hrani. In to ni samo abstraktno, recimo, če se pogleda študije od recimo fascij in tako naprej. Fascije hranijo vse te spomine na stresne dogodke, traumatične dogodke, pa potem, ne, če pogledaš kakšno kitajsko medicino in tako, kakšni organi. Trauma živi v telesu, prav to, mislim, tudi ljudje, če jih pogledamo, zakaj je telo postavljeno, kakor je postavljeno. Eni ljudje res prav jih vidiš, ko so naložili celo življenje na telo, žal, ne, se jim tu pozna. Kje se to pozna? Tukaj v zadnji. Tukaj največ recimo vidimo, ne, tega. Tako, res ta hrbtenica, ne, ta stabilnost, ta jasnost, ta svoj jasn je postavljen na obrazu in tak, ne, vse sort čustvovanja, misli, če se pač, ja, počasi se začne izražati, ne, na obrazu, skozi gube, skozi pač vse, ne, sej, gube so super. Ampak tako, kakšne gube, ne, zakaj so eni ljudje, imajo tak izraz in drugi drugačen, ne. Res lahko vidimo, ne. Tako da ja, en pretok, že sam zaradi tega, da recimo, pride do tega, da si stak v svoji glavi, neč ti nateče, fokusa nimaš, pejdi v telo, pejdi pol ure na sprehod, pejdi laufat, pejdi plesat, karkoli, da privede več kisika v tvoje telo, karkoli, da se začne en premik. Ne? In pol iz tem, zdaj dopamin počasi narašča, zdaj iz tem, kako lahko tu prenesem v svoje misli, kako se lahko odprem. A sem zdaj ta ekses energije dal ven, ne? In kaj ostane? A sem zdaj pomirjen? A lahko zdaj iz tega mirnega prostora postopam drugače, najdem več jasnosti, najdem boljše mišljenje, karkoli, ne? Tako, se včasih telo je toliko izčrpano,
Ne govorim, da je vedno to rešitev za iti pol ure teč ali pa na sprehod, ne? Čeprav zelo priporočljivo, sploh v naravo. Ampak tako govorim bolj o tem, da pač slišiš, da ukorporiraš telo tudi v to svoj celostni pristop do sebe, ne? Tako. Ja, pa če recimo, ko si omenila, če je ful telo izčrpano, potem pa kakšna joga, ne? Malo točno to, en mini stretch, ne? In tam hitro pole zaznaš, kje je tesnoba oziroma kje je napetost v telesu. In potem začneš to raztehavati in pole prav čutiš, saj jaz recimo čutim, ker raztehujem tle mišice, kako prhaja vse, kar se nabralo. Že dolgo jogo prakticiraš? Ja, kar nekaj let že. No. Začel sem tako počasi, mislim, da lih pred covidom, to nekje sem začel, ker v bistvu sem videl na YouTubeu en izsek od Davida Gogginsa. Okay, če poznaš, veš. No, in recimo on je itak bil zmeraj hardcore, ne. Zoomam preko telesa. In pol je prišel do neke točke, ker je imel porušen hormonski sistem, izčrpan, bolečine, treče, in začel delati ure in ure stretchinga za psoas mišice in pol je rekel, kako se je telo začelo sproščati in hormoni, kako so se začeli umirjati oziroma optimizirati. In ti so me dalo pole misliti, da bo začel delati jogo oziroma stretching za psoas in takrat sem prvič začutil, koliko enega potlačenega stresa oziroma potlačene te napetosti tle je prihajalo ven in ko sem se pole boljš počutil. Potem, ko se telo detoksalo. Sej včasih telo, mislim, naše misli, no, se prav upirajo temu, da bi telo se premaknilo, ne, ko smo tako zavozlani. In dejansko, ko mi poleg, kadar imaš več izkušenj, koliko tu je fajn, ne, potem, kakšen je občutek v telesu, šele takrat pol ti začne biti jasno in ukorporiraš pač to vsak dan, da je to res ena izmed pomembnih stvari. Tako da, če kaj ne štima, preveri, to je osnova. Sem premaknila telo, kaj sem naredila, sem zadihala globoko, ne. Sem se ustavila, kaj sem naredila, te osnovne potrebe, ne. Tako. Kako pa ti ukorporiraš te orodja vsak dan? Ja, prav preprosto. Jaz obožujem sonce, obožujem naravo, jaz grem skoraj vsak dan na sprehod. Imamo en tak hribček v Vipavi, ki se kliče Stari grad, mogoče poznaš, ne vem. Tako da jaz šivam gor, me že skoraj vsi poznajo, živo. Res zame je to terapija, jaz grem v naravo, pa to bi rada samo izpovedala, ne je bilo zmeri tako, da sem se jaz dobro počutila, ko sem šla v naravo. In to bi rada povedala vsem tistim, ki so mogoče zdaj v tem trenutku zavazlani v svojih mislih in čustvih. V bistvu, kad ti nosiš toliko teže v sebi, ja, sej, lepo je iti se sprehoditi v naravo, ampak ko misliš opajo v drugo smer, ne pomaga, niti ti si sprehod, lahko preš nazaj še slabši, ko zbil. Zato, ker mantraš lih tisto vse, kar je pač odvečnega, ne. Tako da ja, meni pomaga ta pretok energije, združujem tudi s pretokom v mislih. Zmeri probam zabravi iz tele tak mindset shift, mu rečem. Okay. Da bi malo predstavil več to. Ja, mislim, dosti tehnike do tega, no. Me je zelo všeč, da si napišem, če tako čutim, da me nekaj bremeni, kar se mi je zgodilo, ali pa čutim, da me nekaj čaka, pa sem neučakana, ali pa ne, tako take stvari. Čutim, da je neka odvečna energija, čutim, da je nekaj ni na svojem mesti. Bom vedno se usedla, na levo stran bom napisala tako ali nečke, tu pa to mi ni fajn, ali pa tu so strahovi, tu vidim, da je slabo. In zdaj ta shift je na desno stran in kako sama sebi sem ta mama, sem ta podpornica, sem ta rešiteljica, bom rekla, kako bi me ona podprla, kako bi jaz zdaj sama sebi lahko predstavila boljše, bom rekla, bolj pozitivne percepcije, bolj neke rešitve na to. Ali pa kako lahko sprejmem, ker na vse pač ne imam vplivanja. V tistem trenutku lahko pa pač zaupam življenju in rečem, ok, zdaj to je tako, tukaj se ne počutim v redu, ampak
spustim in verjamem, da je to, zaupam, da je to za pač moje najboljši, ne, za najvišji dobro. In tako da, če že grem, če se že premaknem, delam tudi na tem, da premaknem misli v istem cajtu, da gre to simultaneously nekako tako. Ja, na obeh moš delati, na telesu in na mislih. Ja, ja. Je pa res, kadar recimo dosti mojih učenk reče, ne, med joho, tako, ja, da smo bili toliko prisotni, ne, saj nisem imela cajta za razmišljati. In tu je en tak lep proces, ko se zhodi v telesu in jaz skozi ples ali pa pač neko gibanje, kjer si toliko v svojem telesu, toliko se ukvarjaš s tem dihom, raztehom, kam gre kaj, da te naravno nekako tisti miselni proces, ki bi se drugače odvijal, ga zaustavi, ne, nekje. In od tam naprej, se pravi, če smo v redu naredili neko vadbo, neko aktivacijo, mogoče pridem res v ta stik s sabo in v ta mir in vidim dejansko drugače stvari lahko, ne. Jih razmišljam, mislim, prav potek misli je totalno lahko drugačen, ne, pole. Zato tudi se iti znorit, ponovače povedano, ne, v smisli se premakniti. Če ne vemo še, kako si mentalno pomagati, je tu en dober začetek, no. Ja. Ja, malo se treba, ja, skozi proces se malo spoznaš sebe, pa prej ugotoviš, kaj trenutno rabiš. Ali, ko si rekla, se malo znoriti, ali pa se malo umiriti. Ja, sej, ko se poznaš, mislim, tudi ta, bom rekla, tudi te procesi so zmer lahko krajši. Ne, te prakse so zanimive, ker od začetka ti rabiš 1 uro, ne, ali pa 2, ali pa 2 dni, da se pač postaviš nazaj, ne, ali pa da sploh se začneš postavljati. Pa je lahko že 7 dihov umirjenih, ne, nekje je že dovolj, ne. Ali pa tudi zjutraj, ne vem, sam se usedeš 5 minut, dihaš globoko, ne. Ali pa sam tu, da priješ domov, ko veš, da imaš nekaj v glavi, 2 stavka. It's okay. Tako pridejo zelo če reč, da prakse se pole s časom, ko se poznaš, lahko zelo skrajšajo in dosti bolj hitro ti prideš nazaj k sebi, ne. Ja. Pa to, ko si omenila tudi dihanje, inkorporirati dihanje v svoje življenje. Ne. Tudi jaz, ko toliko govorim od tega, pa poudarjam, se še vedno kdaj pozabim. Ne. In včeraj sem bil malo taki stresni, pestri dnevi in pole, včeraj, dej, zadihi, dej. Dvojni vdih, izdih, par takih in kar naenkrat se umiri živčni sistem. Pole se pismo sem pozabil na dih. Ja, prav, ne, osnova, ne. Pa skozi nas, ne, skozi ta imamo, ne, samo pozabimo na nje. To je v bistvu naš regulator, ne, najboljši, ja. Ta življenjska energija, ki si jo že malo omenjala, pa tudi na začetku si rekla, da v bistvu se ta energija v nas pozna potem tudi na zunanjem nivoju oziroma skozi našo podobo. Ja. Kaj ti pomeni tebi ta življenjska energija? Kako si jo ti predstavljaš? Wow, ja, to je energija, ki skozi teče. V bistvu je, cel čas. V etru, v povsod, okrog nas. In mi smo ena taka zelo inteligentna mašina, ki ima moč to energijo, bom rekla, aktivirati znotraj sebe. Jaz si to predstavljam kot en tak čudovit pretok po vseh možnih žilcah in meridijanah in po vsemu še, kar je v našem sistemu, da je tu pač ena sila, ki takrat, kadar se premaknemo, kadar ustvarimo v bistvu prostor, da boljši steče. Prav simpel. Mislim, sej tudi vse energetske vaje, če tako pogledamo, ali poznamo reiki, ali kakšno bio energijo, energetiko in tako, ne. Se pravi, nekdo pride k nam, ki je mogoče malo bolj aktiviran, ima malo več te življenjske energije, ne. In zdaj pomaga nam, da skozi nas, če se nas dotakne ali pa niti ne dotakne, ki niti ne rabimo dotika, doskrat, da v bistvu samo drugemu telesu pokaže, tukaj se sprosti, tukaj rabiš, samo malo relaks, ne, samo malo več prostora ti dam, malo te podprem, da boljši steče vse, ne.
Še nekaj sem hotela povedati. Recimo, zelo dobra praksa meni, kar se tiče življenjske energije, je iz odzunaj, se pravi iz narave. Jaz se grozno rada pač povežem s soncem ali pa sam, da sem v naravi, da se prizemljim. Oh my god, prizemljevanje. Boljša stvar na sveti. Nije ta zemlja, koliko ima to ene moči, koliko smo mi v bistvu eno s tem, ne, naš sistem je totalno naraven, tako kot vse druge bitja in v naravi in nam res lahko da ta boljši pretok. Tako da ja, se postaviti na sonce, zadihati, dati noge, se sezut, ko priješ na hrib, ne biti tistih športnih capatih, da ti skori noge, še eno uro, bolj tam hore, tam pol urce, lepo bos. In tudi, če se to sliši malo abstraktno, če pogledamo malo bolj praktično oziroma materialistično, tudi če smo mi bosi, kako je že telo dobi negativne ione, mislim, da skozi zemljo. Ja, to je kot ta prav prizemljitev je kukar pri hiši v bistvu, prav isto tisti, ki razumejo to, pa plus minus se zbalansiranje. Ni ekscesa več. Tako da ni samo na tem abstraktnem nivoju. Ne, to je vse fizično, zelo prizemljeno znanje, mislim. Mislim, da so tu starejši ljudje dobro poznali, dosti več kot mi. Da se počasi mi izpolnavamo vsega tega, kar so ljudje že poznali. Prihajamo nazaj, nazaj v znanje, ki so jih imeli že naši predniki, ampak smo jih malo pozabili zaradi našega modernega sveta. In tako naprej. Tako, mislim, da novo zdaj, ko moče, mi smo umičkanih v vseh doma in imamo zelo pač to prednost, da lahko gremo v naravo. Bi rada rekla, da pač vsi nimajo te, se ne morajo vsak dan odpraviti v naravo. Tu hočem reči, ni izgovora, da se ti ne premakneš v svojem telesi. Ti lahko v katerem koli trenutki zadihaš to novo energijo vase, to življenjsko energijo. Ni potrebe, mislim, da novo zdaj tako kakšnih izgovorov, zdaj sem mentiran v Ljubljani in ne morem neč in imam urnik od takrat do takrat in to in v bistvu lahko grem v naravo sam za vikend. Ja, v redi. Ma še vedno tvoje telo je samo, kako bi rekla, je mašina, ki se sama regulira preko diha, preko tega, da se ustavi sistem, da živčni sistem reče, ok, zdaj smo varni, zdaj smo, Zdaj, ko si omenila ta živčni sistem, kaj recimo tebi najbolj pomaga za pomiritev živčnega sistema? Nekaj par stvari si že omenila, se pravi narava, dihanje, joga, še kakšna taka reč? Ma prav, jaz bi rekla, da to, da meni ful pomaga meditacija, res meditacija, moče še celo boljši vizualizacija, zato ker s tem lahko grem v telo, si vizualiziram, kako se ta energija nekako steče in tako. Ena dobra praksa je praksa bele luči, če si je daj slišal, tako zelo simpel, v bistvu, da to belo svetlovo spravimo po telesu in zdaj, če čutimo, zaznavamo, da je ta bela svetloba, ali pa da jo mi označimo, da ta bela svetloba je zdravilna, da nosi vse dobre, pozitivne občutke, ko so mir, zadovoljstvo in tako. Ja, tu s prakso dejansko ti začneš čutiti, tvoje celice začnejo tu dojemati in tvoje celo telo začne bolje vibrirati v tem, v tej frekvenci. Še ena najboljših, kar je mene res po moje pozdravilo dosti teh stvari in mi pomagalo bolje obrniti prav ta mindset iz tega prostora, umirenega prostora. In predvsem ženskam bi to dala, to prakso, ki se ne znajo ustaviti. Vodoravno, 5 minut. Sam uleži se, pokrij se z dekco, dej si en herca dober, ki ti paše, ki te na lih. Kaj? Herca, muziko, nekaj, kar je v tistmu dobrem, dobri frekvenci. In sam dihaj, sam počivaj, sam umiri se. Ker tudi, recimo, ko naše telo je v disbalansu, se pravi, da je kakšna neka
nek virus, neka nezdravje, tako, nezdravje. Če prav pravilna beseda. Vredi. Takrat v bistvu se začne regeneracija, ko ti daš prostor telesu, da je pač v vodoravnem, da steče energija, ne? Da ima to ravno, v bistvu, da je odprto telo sploh za pretok, da ni nekje neka preklopa, neke zaprtosti, ne? Tako. Ja, ko v bistvu telo ima sposobnost se samo zdraviti, ne? Samo moramo umakniti vse tisto, kar interferira s tem. Ja. Ne? Placebo ste vi. Smo najbolj dosti ljudi prebrali to knjigo, ali pa ne, bi bilo super. Od Joe Dispenza, mogoče poznaš, ne? Se nisem še lotil brati, ampak lahko, kaj tebi recimo najbolj ostalo tiste knjige? Mislim, prav to, da če imam, recimo, da zbolim. Moj potek, miselni, ne, recimo, ko si jaz pomagam, je, zdaj imamo 3 dni, healinga in zdaj bove podprle telo z vsem, kar je možno, se pravi z dobro hrano, z dobro pijačo, si bove dale z dost spanca, vse te osnovne potrebe. Si bova dale? Ja, tako, ne, samo sebi dam tisti glas, ne, varnosti. V bistvu, zanimivo, ne? Ker to je meni tako naravno, ne? Da tako si rečem, ne? Sama s sabo, da se pogovarjam. Ta prav notrni pogovor mi pomaga, da v bistvu tudi telo pole spravim skozi umiritev, skozi meditacijo, skozi vizualizacijo v en zdrav prostor. In zdaj se jaz bejtam, kopam v tem prostoru zdravja. V bistvu. Si naredim, ne vem, lahko v sobi, ko se vležem na poslu, vem, da je cajt za healing in takrat se začne ful dober pretok, dobra energija prijeh meni, tako, prav s tem se poigravam, no, in vedno znova deluje, vedno znova, jaz ne vem, da sem bila zadnjič bolana, mislim, tako, imam par težav še, ker sigurno jih bom s cajtom še ugotovila, kako jih, bom rekla, zregulirati. Ampak ja, tako, to so take, ta pogovor s sabo je res izjemen, no, da ti zaupaš, da je v bistvu telo narejeno za to, ko si prej rekel, ne, za samoregulacijo in regeneracijo. Ja, ta nežnost, ja. Ker v bistvu večina, se mi zdi, da smo zelo preveč strogi do sebe. Spet se razlikuje človeka do človeka, ampak lahko govorim iz svojih lastnih poteka miselnega, jaz sem ful preveč strog do sebe. Pa zdaj mi je prav to lepo slišati od tebe, ta tvoja nežnost, se pravi, si bomo dali počitek, se bomo pozdravili. Ja, se ti zelo priključujem, ker te je bilo vedno tako. Tudi jaz prav izhajam iz te perfekcionizma in pač te strogosti do sebe in tu sem doskrat slišala od ljudi, ki me dobro poznajo in ki me imajo zelo radi. Ma ti toliko pričakuješ od sebe, ma ti toliko, ne? Mislim, tako, to je bilo in takrat sem začela res, in to je bil vsa ta proces zdravljenja, ne? To so bili sklopi, tako, ko se mi je tu res začelo kazati, da sem zelo stroga, da pričakujem takoj eno stvar, ne? Da se bo spremenila, da bo boljši in tako. In takrat, mogoče prav moje prvo ta miselni shift, še preden sem začela pisati in te stvari, so bile afirmacije v bistvu. Je bil, jaz sem si zbrala, ne, vedno se pravi, že prej sem rekla, ne, zbereš si nekoga, ki že živi tako, ko si ti želiš, ali pa uvidiš v tistem človeku eno energijo, nekaj, kar ti paše, nekaj, kar veš, to bi bilo zame, ne, tako bi se rada počutila vsaj, ne. In ja, sem mogla, ne, privesti, se pravi, nov notranji govor, prav drugačen, mislim, sem se ga morala priučiti, ne bil zmer tam, ne, to je praksa, to je res praksa, da se ti počasi odvodiš, ne,
mentalno v en prostor, kjer si pač bolj prijazen do sebe, prav po domače povedano. Ker na koncu dneva, kaj vsi rabimo? Vsi rabimo biti podprti in ljubljeni. In kdo ti lahko da to, če ne sam sebi? Kdo ti bo to dal? Če ne moreš sam sebi biti ta oseba, tako ga pričakuješ. Ne, to. Tako da ja. Ja. To je ta misel, ne, da si moraš sam dati tisto, kar želiš oziroma pričakuješ od drugih. Vse je težko, ker to nas noben ne navadi. Mislim, redki so, ki izrasejo pač v eni družbi ali pa recimo familiji, kjer se tu že prakticira ta prijazen samogovor, bomo rekla, ta prijaznost do sebe, da zaupaš vase, da verjameš vase, da se vidiš pozitivno, da imaš samopodobo, dobro, tako. Tako da, ja, če ugotoviš, da je tu nekje v pomanjkljaju ali nekje vidiš, da ti tu, kar razmišljaš, ne prinaša ali jih zadovoljstva pač rezultatov, ki jih želiš, ja, to je dober začetek, tako. Jaz recimo itak sem tudi jaz kar nekaj cajta, enih do 10 let pri omenu, sem v tem svetu personal growth oziroma osebnostne rasti in tako. Zmeraj sem poslušal oziroma bral teh afirmacije. Ampak jih enkoli nisem razumel oziroma niso delovale, če sem jih ponavljal tako čez dan, si pač šlo mimo. In v zadnje, po mojem pol leta sem začel pa prakticirati to, da si upalim recimo na YouTubeu kakšne afirmacije pred spanjem. Ker v bistvu skozi ta proces sem razumel oziroma sem spoznal, da v bistvu, kadar gremo mi spat, se spreminjajo naši možganski valovi. Grejo iz tega normalna stanja, počasi v teta in potem v delta. Delta je tisto globoko spanje. In v bistvu teta je ful zanimivo, ker v bistvu, kadar mi odraščamo, tam nekje do 7. leta, pa v najstništvu, so naši možgani večinoma v teta valovanju. In takrat sprejemajo nove informacije, pa se oblikuje naša identiteta in tako naprej. In če kaj lahko speljamo ven z tega, spravi pred spanjem smo mi, preko zaspimo, gremo mi v teta. In če se takrat začnemo ponavljati, pa recimo, da neki zunani vir, nove informacije bojo počasi postale del nas. In sem začel to korporirati pred spanjem in sem potem čez čas videl ful velike razlike v svojem notranjem dialogu, počutju. In tako je nek tak life hack. To je bravo, mislim, tudi za me. Moram reči, da jaz zjutraj in zvečer skoraj ni dneva, da ne bi šla skozi eno vizualizacijo ali pa eno umiritev, ki me vodi prav do tega, da jaz si doskrat predstavljam prav to vizijo življenja ali pa nečesa, kar bi že po vseh svojih idejah, kar zdaj zaznavam, kar sem zdaj vem, da je možno, kaj zmer še več možno, da si znam to predstavljati, da sem že v tem, da se mi že dogajajo te lepe stvari, pa če se mi neč lepega ne dogaja, mislim, zmer se kaj lepega dogaja. Ampak tako, ja, to je res the best. Mislim, da si najde to prakso, to je to. Ja. To je to, kar rabiš, no. Hvala. Tako da pole itak ne bo z danes na jutra, ampak tako, ker sem začel prvič tu delati, se prvo spomnim, bilo jeseni lani, ker sem videl, v bistvu sem videl, kako drugi prepoznajo v meni tisto, kar sam jaz ne vidim. In pole sem začel da moram to shekati, samozavest, samopodoba in tako. In sem rekel, ok, bom začel par afirmacijah. In potem sem videl čez par dni, par tednov, da se je začelo neki počasi v meni shiftati. In po mojem prvo na podzavesti prevzela in pole ven s podzavesti. Super, je razlika, ne? Ja. Je razlika, res. Sej pol gre po stopnjah, mislim, tako. Smeri je še kakšen košček, ne? Ampak smeri ga lahko reprogramiramo po domačenju. To je tudi, mislim, to je moje najboljših odkritij v smislu tega personal pač sveta, ker zmeri več ljudi uči to, da je reprogramiranje res nastane iz tega stanjanja, kad si ti v neki umiritvi ali pa v aktivaciji. Zato prej, ko sem že omenila, da grem na sprehod ali pa tako, da se premaknem, si dvakrat prav te ali afirmacije ali nek govor
užem prav med hojo. Okay. Prav in v bistvu utelešam te ideje skozi vsak korak, skozi vsak dih. Ful dobra praksa. Okay. To boljši. Okay, ja, nisem poznal, tako da bom probal. Ja, kaj je še tako, jaz imam občutek takrat, da telo živi s tem, ne, kaj se hiba, kot pač hip je to življenje, ne. In ja, bolj lahko začutiš, no, tako, še bolj lahko začutiš, da to tako je liho spansko. Jaz toskrat si rečem, kaj bom razmišljala, prejme spati, bože spim. Ful nimam problem s spanjem, bolj sem zadovoljna s tem. Zaspiš takoj, ko se ležiš. Ja, bo res. Okay, zanimivo. Zdaj si omenila tudi to vizualizacijo, ki je neka oblika manifestacije tudi. Da malo predstaviti to manifestacijo, ker to je ta taka tematika, ki je malo Ja, vidim, tako, jaz manifestacijo prav se mi zdi, da sem 2021 začela, prav tako je prišla v moj life in sem tako, wow, that's it. Veš, kada veš eno znanje, ki ti je res toliko všeč in toliko se ti zdi, da lih tu sem rabila, ne? Veš, v to pravim cajtenje pride. Sam to bi rekla, z dobro manifestacijo vseeno rabimo prej eno dobro bazo. In tej bazi bi rekla, da se kliče, da se počutiš vredno tega, kar bi želel manifestirati. Če ti ne verjameš, da se ti tu lahko zgodi in če se ne počutiš vreden tega, kar bomo rekli manifestacija je, da prosim in dobim. V smislu ne prašam za nekaj, pa dobim. Rečemo, da je tako najbolj simpel. Predstaviti to. Ja, ta ne bom komplicirala, v bistvu bi rekla, da je če že prosim za nekaj, kako lahko zdaj tu dovolim, da se zgodi. Verjeti moramo to, ne. Zaupati moramo v bistvu, da mi bo življenje dalo tu, ali pa še kaj boljši. To je zmeraj moja, mislim, da dokončno verjeti je tako, ok, če ne bo to, kar si želim, pa si horno še kaj boljši. Še kaj boljši, ne? Ja, to je to. In vse, kar se ne zgodi, ne, doskrat je tudi protection. V smislu, ok, si horno je bilo tako naštimano iz kakršnega koli razloga. Ne vem, s to osebo ali pa z enim, ne vem, nekaj, da nisem dobila v življenju priložnosti. Tako, vidim, kako je protection, no. Ta. In tu se mi zdi ful pomembno, ko si omenila, da moramo verjeti, da si zaslužimo. Ja, sej smešno je, ne, reči, ja, verjemi, da si zaslužiš. Mislim, ne gre to čez noč. V smislu, če nismo imeli ene baze, skozi katero smo dojeli v tem začetnem delu svojega življenja, da smo vredni. Ne, to ponavadi je prav ljubezen pač od staršev in tako, ne. V bistvu, da dobimo vse, kar rabimo. Mogoče iz otroštva ne to, da materialne stvari, ampak bolj tisti občutki, čustva, ljubezen. Ja. In če ti verjetno ne dobiš, potem imaš občutek, da nisi vreden. Ja, in moraš to vrednost prvo vzgojiti v sebi. Ne. Prvo najdeti sploh ta svoj, točno to zaupanje vase, da pač, ja, da je to življenje ti bilo dano, da je vredno, ne, živeti, si ga vzeti po svoji meri, tako. Ja. In to je spet proces, ne? To je spet proces. Ker pomagajo različna orodja. Ja, ker mislim, zanimivo je, ker sem začela lih s tem. Jaz bom rekla, jaz sem se zelo ljubljeno počutila kot otrok. Ampak gre hitro narobe, kad ti prosiš za eno stvar in ti v tistem momentu odrezavo nekdo reče ne. Ne prosi več za to stvar. Ne, ti kot otrok ne znaš si tega razlagati, da je bilo to pravilno ali pa tako. Ti v bistvu v tistem momentu si neslišen, neviden.
ne, in se hitro te vzorci nekje usedejo in ti lahko za celo življenje to nosiš s sabo. In definitivno je to en izmed vzorcev, kjer jaz nisem dosti časa znala vprašati za to, kar si res želim. In nisem verjela, da lahko dobim to, kar želim. Tako da to je bila dejansko največja pot moja, ja, da sem prišla do tega spoznanja, da lahko vse to, ne, da to so sam ene priučene omejitve, ki nimajo nobene veze z realnostjo, pač z neko resnico. Ne. A si opazila, da mogoče tudi šport, da je k temu prispeval? Ker recimo sem videl skozi lastno športno kariero, da v bistvu bilo zmeraj od zadaj neko dokazovanje trenerjem, staršem, soigravcem, občinstvu, kakorkoli. In zmeraj tisto, se želim dokazati, da dobim tisti dokaz, da sem dovolj vreden. Verjetno skozi ples je tudi neko nastopanje, da dobiš nek feedback. Ja, mislim, meni jaz sem zanimiv patron, ker mene nikoli ni bilo važno, recimo te tekmovanja, ki so bile. Meni je bilo važno, če zmagam. Meni je bilo važno, da sem dala vse od sebe. To je ful dobro. Da sem najboljši, kar lahko naredila. Tako odplesala in sem pa tudi tako dojemala, sigurno je bilo dosti dokazovanja, ja, kaj nisem niti imela v zavednem. Tako, ja. Ne, za te se vprašal, sem ni mus, da je res, ampak se mi zdi, da dosti športnikov, recimo sploh če si v neki taki branži, kot je ples, mi zdi, da je tvoja zunanja podoba, tvoji performansi, dosti krat potem so za druge, ne za tebe, oziroma je tisto neko vodilo za definitivno lastno varnost, oziroma lastno dokazovanje. Ja, definitivno je vse narejeno. Ja. Še bi se ustavil še imaš tudi skupine, oziroma tako ti imenuješ Radiant Women's Circle. Te skupine ženske. Sijoči ženski krog. Bi bilo po slovensko, ja. Tako. V bistvu vsak ponedeljek se dobimo online. To je prav za ženske, ki želijo živeti v neki skladnosti, da jim življenje lažje steče, da jim njihov biznis lažje steče in da je to pač ena redna tedenska praksa, ki začet tedna postavijo sebe na prvo mesto in da se postavijo in mentalno in čustveno in se zregulirajo, se postavijo jasne cilje. Tako bi rada šla s to energijo, bi rada šla v teden. Ja. Kaj vidiš, da je največji izziv prav to, da se ženske postavijo na prvo mesto? Ali še kakšen drug? Ja, dosti tega izziva vidim, da niti ne razumejo, da je to tako pomembno. Za dosti ženske še vedno to zelo selfish, sebično. Ker ne razumejo, da če kozarec ne polhan, je težko dati iz njega na vseh drugih življenjskih področjih. Tako da prvo zase, zato da pole lahko. Vse drugo stoji, če se jaz dobro počutim. Drugo vse bo steklo, delo bo steklo, odnosi bo stekli. Prvo je ta, res to dobro počutje. Kako lahko sem jaz s sabo najboljši, kar lahko, zato da pol lahko to odražam skozi svoje življenje. Ja. Kaj pa vidiš, da jim najbolj pomaga od tvojih praks, oziroma kako jih vodiš do tega? Ja, ful različno, ker vsaka pride z nekim svojim enim ful ustreza 1-na-1 pogovornje. So rade v tem prav, bom rekla, da se res poglobijo, si že bolj upajo videti sebe. In reči, tle se mi vedno znova ustavlja, tle se zmer zataknem, ki lahko prosim zdaj tle preskoči me premakneš naprej, mi pomagaš. Ene rabijo sam stik s telesom, ene prav vejo, se ne premaknem, če ne pridem sem, na prakso. Tako. Največ je
v tem hibanju je prav ta, mislim, vedno znova dobim pač, komentarje, da kako se vse fajn počuti, kako je ena svoboda v telesu, kako je to vredno. Tako, recimo, ki niso imele te prakse prej, in pa se pravi, mene so pa rade samo community ob ponedeljkih, res, v bistvu rabijo tudi družbo, rabijo tudi ta stik z drugimi ženskami, da pač vidiš, da nisi sam v tem, da vidiš, da slišiš tudi, kako je druga razrešila težavo, da pol nekako zase povzameš iz njenih izkušenj v svoje življenje. To tudi je dosti vredno, tudi te group coachingi in to zelo vredna stvar. Zato, ker ti vedno vidiš širše, ko slišiš druge ljudi, kako so se spopadli z eno stvarjo ali tako. Tako da ja, za različne stvari, res se dobimo z enimi ženskami na tej poti. Ja. To se mi zdi tudi meni ful vredno, da si del neke skupine, kjer vidiš, da nisi sam v nekih težavah, problemih, da so tudi drugi se soočajo s tem in da si lahko drug druge pomagajo med sabo, nekaj nasvete pa delijo stvari. Pa tako. Jaz sem bil tudi zdaj v aprilu, smo končali s tem projektom na Ljudski univerzi v Ajdovščini, ker se tudi oblikovala 2 lepi skupini žensk, ker na začetku sem zmerno pustil malo prostora, poučke, da so podelile, kako jim je šlo zadnji teden, kaj jim je šlo dobro, kaj ne. In potem se ustvarila nek community, ker so lahko klepetali, ta stvar mi je šla dobro, tu ne, pa so se začele dajati neke same nasvete, same sebi oziroma drugim, tako da je to ful pomembno. Ja, mislim tu, da nisi sam, ki iščeš, to svoj pot je res ena vredno spoznanje, Ja, in da so prostori tam, ki so ti pač namenjeni za to, da te podprejo, Ja. Da imaš v kalendarju, takrat imam tu. Ja, in je tu sveta 1 ura ali pa tisti dan ali karkoli, da pač res tu vem, da me bo postavilo ali pa tu vem, tle se lahko sprostim, tle sem slišana. Tako, slišan. Ja. Slišana. Predebatirala sva en kup stvari, a ti prija še kakšna tematika, kakšna ideja zdaj intuitivno da bi lahko še predebatirala? Prav lepo si odvodil. Ok, pa da greva kar zaključnim vprašanjem potem. Prvo vprašanje, ki je direkt vezano na tematiko podcasta, se pravi Beneser je dobro počutje, me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje? Ja, zame je definitivno to, da zaupam vase. Takrat, kadar zaupam življenju. Ko najdem en mir v srcu, v sebi, takrat se dobro počutim. Takrat, kadar vem, da me ne bojo odvodile iz poti neke zunanje situacije, ampak se znam odvoditi sama, se znam vrniti v ta varen prostor v sebi. Tako, ko vem, da imam sebe. Tako. To je dobro počutje. Lepa misel. Kateri so tvoji 3 do 5 nasvetov za več dobra počutja? Kaj tebi pomaga, pa recimo, kaj vidiš pri tvojih strankah, da zelo pomaga? Ja, tako, mislim, da tudi tako zmer začnemo, ko se gremo mentorstva, prav s tem so moje osnovne potrebe zadovoljene, prav basic, res, spanc, mislim, prehrana, sem gibala dovolj, sem se usedla s sabo, sem imela ta stik. Tako da tle bi še poudarila prav ta stik s sabo in spet vprašanje, kaj jaz si želim, kaj jaz rabim v tem trenutku. To je ena super praksa, vsakodnevna. Mislim, v trenutku, ko čutiš, da ti nekaj ni, kaj lahko zdaj vprašam, samo to. Kaj zdaj rabim? Tako. To je prva. Druga je stik s telesom, definitivno. Prav ta aktivacija, da premaknem, da prediham, da vse lahko steče leži. Tako telesno neke zakrčenosti in stres, ker pač
totalno, ko sva prej že rekla. Ena lepših in tako močnejših meni je, da opazuješ svoje misli in ne verjameš vsemu, kar je aktivnega v mislih, zato ker največ trpljenja pač res izhaja prav iz teh nezavednih vzorcev, ki jih vsi nosimo v sebi, sam jih imamo tudi moč spremeniti. Ja. Tako da tukaj res to opazovanje, biti sam sabo, zavesten, ne? Kaj se mi ponavlja. Zakaj grem zmer po tej isti poti v glavi, kaj se poznajdem kar nekih, kjer nočem, ne, recimo, tako. In ena izmed močnejših je pa postavljanje jasnih mej. Dobro počutje se včasih loti tudi z besedo nje. In ta beseda nje se loti takrat, ko se znaš vprašati, kaj po tem, kar delam, ali pa s tem, ko se družim, ali pa ne, karkoli počnem v življenju, se boljši počutim ali slabši. Ali lahko rečem tej stvari ne, ali lahko rečem tej družbi ne, ali lahko rečem tej pijači ne. Tako, ali lahko rečem tej hrani ne, ko vem, da me bolj smer boli trebuh. Recimo. Tako, kako v vsaki situaciji znam reči ne, zato da se ne, bolj ostajam v tem dobrem počutju. Evo, naslednje vprašanje. Kakšen nasvet bi dala sebi pred 5-10 leti, oziroma kaj bi takrat rekla sebi? Verjemi svoji intuiciji. Smeri. Lahko rečeš ne in ti ne treba ustrezati. In lahko se odmakneš iz vseh prostorov, kjer nisi slišana in sprejeta. Ja, to so kar tako take globoke, če bi imela takrat nekoga, da bi mi vse to znal povedati, mislim, da bi mi bilo dosti lažje pot do danes. Bom rekla, imej se rada. Imej se rada in verjemi vase. Verjemi, da bo toliko boljši, kakor jaz zdaj v tem trenutku. Ne, če gledam prav v tisto obdobje, ki je bilo najhujše. Ko vse se bo postavilo, vse ti je naštimano zate. Ne. In res si vredna in si že dovolj. Za vse to je sanje, kar si jih želiš. To. No, ful lepo. Ja. Najboljši nasvet, ki si ga prejela v svojem življenju, a pa tisti, ki ti je ostal najbolj v spominu? Ja, bi rekla, da je tukaj eno spoznanje. In sicer, da smo odgovorni za svoje notranje stanje. Mi, sami. Ne. In da imamo vso moč za preoblikovati to stanje in postati mester sami sebe. Ta odgovornost do našega odzivanja in nekih odločitev, ki jih delamo v življenju. Osebna odgovornost, prevzemanje odgovornosti. Prav to, ja. Evo, in še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki tebi najbolj pomagala, da si osebno zrasla, oziroma postala boljša oseba? Ja, prav to, da sem sama sebi nek kapitan svojih misli, svojih čustvenih procesov, tako to se mi zdi, da mi je grozno dalo. In pa ta stik s sabo, da se res dobro poznam, da res dobro vem, kaj rabim. Tako, to se mi zdi, da če si bi vsak v življenju vzel to obdobje, bom rekla, tako, da se sam sebe spozna in da ve, da je moč v njemu. To je to. Se strinjam.
Ja. Se strinjam. Super. Zelo fajn, prijeten, globok pogovor, tako da hvala ti, Aja, Hvala tebi, da si se Jani. odprla, delila tako ranljivo stvari. Vem, da mogoče ni lih najbolj enostavno, no, tako da lepo, ful cenim. Hvala. Enako. Tako da zdaj za konc lahko še podeliš, ki te lahko ljudje spremljajo, si pogledajo več o tebi, pa recimo kaj ponujaš in tako naprej. Ja, najdemo se na Instagramu, najlažje, na Facebooku malo manj, ma še vedno sem dosegljiva. Zdaj nas čakajo eni taki lepi dohodki, eni 4 retriti to leto, na 2 sem kakor hostja in asistentka, 2 pripravljam skupaj z mojimi kolegicami, tako da tukaj se bomo ujeli. Dosti delavnic me čaka, tako za pogovornih, kakor tudi plesnih. Tako. In pa ja, skupaj lahko plešemo, johiramo, se pogovarjamo, pohno odkrivamo. In tako. Super. Ja. Jaz bom pa dal pole povezave v opis te epizode, da lahko kar kliknejo. Tako da, to je to. Evo, jaz smo še eno darilce. Hvala, Leo. Ojej! Vem, da vi pavci imate rajš svoje vino, ampak vseeno pa malo briška vina, tako da. Hvala, Jani. Tako. Super. Hvala ti še enkrat Tudi in tebi. hvala vsem za gledanje, poslušanje. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ste spoznali Kenoha, spoznali Ajo, njeno zgodbo in to je to. Thank you. Bravo. Okay. Super. Wow. Oh.